Mislim, da smo zbrani, da ne zgubljamo časa. Dovolite, da vas lepo pozdravim v imenu Slovenske medicinske akademije, seveda tudi Zdravniškega društva, to bo predsednik povedal. Torej, ta tiskovna konferenca je namenjena skrbi neozdravljivo bolnih, torej paliativne oskrbi. Ta odločitev je padla na okrogli mizi, ki smo jo pred 2 meseci organizirali tukaj na Zdravniškem društvu, ko smo razpravljali o evtanaziji. Takrat smo se dogovorili, da poleg evtanazije, ki veste, da je zdaj v ospredju razprav, potrebujemo ali namesto evtanazije potrebujemo predvsem kvalitetno paliativno oskrbo. In zato organiziramo to okroglo mizo. Uvodoma bi želel pozdraviti vse predstavnice, predvsem predstavnice, vidim, da so predstavnike medijev, ki so se odzvali na to pobudo, kolege, sodelujoče na tej okrogli mizi. In če dovolite, bi uvodoma predstavil kolege, ki bodo uvodoma povedali nekaj misli o paliativni oskrbi. Na moji levi je dr. Maja Ebert-Moltara, ki je predsednica Združenja za paliativo pri Slovenskem zdravniškem društvu. Potem je dr. Božidar Voljč, predsednik Državne komisije za medicinsko etiko. Potem je dr. Vesna Papuga, nosilka paliativne dejavnosti v Splošni bolnišnici Celje in pa predsednik Slovenskega zdravniškega društva, profesor Komadina. Torej, želimo izpostaviti pomen paliativne oskrbe, ki je izjemno pomembna zlasti za tiste z neozdravljivimi boleznimi v iztekajočem se obdobju življenja. Kajti takrat so tisti, ki se življenje izteka, dostikrat prepuščeni milosti in nemilosti trenutnega okolja, v katerem živijo, so brez perspektive, brez upanja, tudi večkrat socialno, psihično postavljeni, zanemarjeni. In kot pomoč, da bi bilo čim bolj kakovostno to obdobje iztek življenja, se ponuja paliativa, o kateri doslej nismo kaj dosti vedeli in ti se ni govorilo, in postaja dejansko bistveni sestavni del zdravstvene dejavnosti kot samostojna, neodvisna disciplina, ki je sicer multidisciplinarna. Ti timi se sestojijo, kot bo verjetno dr. Ebertova natančneje povedala, poleg zdravnikov, iz sociologov, psihologov, tudi po potrebi duhovnik, ki je zraven. Skratka, namenjena je predvsem lajšanju bolečin, trpljenja, in ne samo fizičnega, temveč psihičnega. Namenjena je seveda izboljšanju kakovosti ali vsaj nekemu bolj, bi rekel, prijaznemu preživetju terminalnega obdobja človekovega življenja. Medicina je to področje dolgo časa zanemarjala, kljub temu, da je vendarle poslanstvo zdravnika in zdravstvenih delavcev skrb za vsakega posameznika, od spočetja do naravne smrti. In doslej je medicina posvečala svoje pozornosti predvsem kurativi, invazivnim posegom, diagnostiki, tudi včasih zelo zahtevni, sofisticirani, pozabljali smo pa na to najbolj občutljivo obdobje človekovega življenja. In preprosto smo prepustili umiranje ali svojcem ali tudi nekim okoljem, ki niso bila vedno prijazna. Spomnim se recimo določenih situacij, ko sem bil še mlad zdravnik in smo šli na vizito in smo se ostali pri vsaki postelji, razpravljali o določenem bolniku, ko pa smo prišli do nekoga, ki je umiral,
Običajno je že na temperaturnem listu bil prečrtan veliki R, kar pomeni, da se ga ne oživlja in hkrati tudi ni bil več predmet zanimanja, smo kar pasirali, zaobšli to posteljo tega bolnika. Nismo preprosto doumeli tega, kako pomembna je prisotnost. Tudi v tem obdobju, ko mislimo, da je nekdo že povsem odsoten, prisotnost nekoga, tudi stisk roke, ker mnogokrat ti bolniki, če se prav se tega nazivamo, to čutijo in potrebujejo. In zaradi tega mislim, da je ena od nalog medicinske stroke, da se razvija, ukrepi paliativna oskrba. Jasno, da poleg stroke je za to odgovorna politika, potrebna je organizacija, potrebujemo mrežo. Kot bomo slišali, ta mreža sicer obstaja in paliativa v določenih okoljih v Sloveniji že deluje, kot so Jesenice, Celje, Onkološki inštitut, vendar ne moramo trditi, da je paliativna oskrba dosegljiva vsem, ki jo potrebujejo. Po tej plati Slovenija ni nikakršna izjema. Podatki iz literature kažejo, da je paliativne oskrbe deležnih tudi v razvitih državah, kot je Kanada, Švedska, 20 do 30% umirajočih oziroma terminalno bolnih, da je deležnih ustrezne kakovostne paliativne oskrbe. Pri nas mislim, da je glavna odgovornost trenutno na medicinski stroki, kajti zdravniki kot nosilci moramo poskrbeti za to medicinsko disciplino. Potrebujemo znanje, žal. Povprečen diplomant tega znanja o skrbi neozdravljivo bolnih tega znanja nima. Potrebno je skratka se načrtno lotiti tega in pa spremeniti miselnost, odnos do neozdravljivo bolnih, do umirajočih. Kajti, ponavljam, zdravnik je zadolžen, da poskrbi zlasti za tele in ta odnos do starih, bolnih, neperspektivnih je potrebno spremeniti tudi v družbi. Ob tem se spomnim, recimo, kako smo, kakšen hladen tuš smo doživeli takrat, ko je profesor Accetto, pionir gerontologije, geriatrije, ki naj bi se ukvarjala predvsem s problemi starostnikov, doživeli takrat v širšem družbenem okolju in tudi v okviru medicinske stroke, češ, kaj se pa greste, kaj pa vas brigajo ti stari, senilni, neperspektivni. No in tako je seveda ta prizadevanja, ki so bila med prvimi v Evropi, so nekako propadla. Upajmo, da se zdaj nam isto ne bo zgodilo na področju paliativne oskrbe. Zato potrebujemo znanje, zato potrebujemo edukacijo na dodiplomskem, podiplomskem nivoju in pa predvsem zavedanje, da neozdravljivo bolni, terminalni bolniki potrebujejo našo pomoč. Toliko za uvod in bi predal besedo kar najprej dr. Volču, ki nam bo povedal nekaj o etičnih vidikih, potem pa o konkretnih zadevah v zvezi s paliativo. Hvala lepa. No, predsednik je omenil tudi evtanazijo in zdi se mi potrebno, da povem, kakšna je ključna razlika med evtanazijo in paliativno oskrbo. Pri paliativni oskrbi je smrt posledica bolezni. Pri evtanaziji je pa smrt posledica namere, da se prekine bolnikovo življenje. V tem je velika razlika. In pri paliativni oskrbi je potrebno, kot je profesor Poredoš povedal, strokovno znanje, strokovno ukrepanje, ne nanaša se samo na stare in onemogle, čeprav v največjem številu, ampak na vse starosti. Tudi recimo umirajoči otroci morajo biti deležni ustrezne paliativne oskrbe.
Zdaj, če govorimo o paliativni oskrbi kot o strokovni dejavnosti, potem moram povedati, da tudi zanjo veljajo 4 osnovne vrednote vsakega zdravljenja. 4 osnovne etične vrednote. Prva je koristnost, se pravi, ukrepanje mora biti koristno. Zdaj, lahko je koristnost drugače tretirana s stališča bolnika kot s stališča zdravnika. Teh opredelitev še nimamo, pa jih bomo mogli imeti. Potem druga vrednota je neškodljivost, pri čemer recimo mora zdravnik čutiti potrebo potem, da ni njegovo ravnanje škodljivo, ravno tako kot mora čutiti potrebo, da zna in biti sposoben za koristno ukrepanje. Potem tretja vrednota je avtonomija, se pravi, tudi bolniki, ki so v paliativni oskrbi, morajo biti o njej in njenih vsebinah obveščeni do tolikšne mere, tisti, ki razumejo in so sposobni razumeti, da se odločajo v okviru možnosti sami o tem, kako tista njihova oskrba poteka. Pričemer bomo o tem še majhen več povedal, o tem, kakšna je pa vloga stroke tukaj. In zadnja vrednota je pravičnost. Pravičnost pa pomeni, da ima vsak bolnik za njega najboljšo možno oskrbo. Ta se lahko od bolnika do bolnika razlikuje, tudi z ozirom na njegovo diagnozo, na njegovo stanje, vendar pravičnost je v tem primeru tista, ki je za njega najboljša, kar pomeni, da je za vas, če je za vas pravičnost to, je za vas lahko nekaj drugega. Zdaj, pri paliativi boste najbrž še slišali, da ko imamo neko kronično bolezen in definicija kronične bolezni je v tem, da ni ozdravljiva. Ko je enkrat imamo neko kronično bolezen, vzemimo na primer najbolj razširjeno, to je zvišan krvni tlak. Njega sicer lahko spravimo z zdravili na normalo, ampak jo imate še zmeri, kajti če boste nehali imeti zdravila, se bo hipertenzija spet vrnila. Torej, in tudi recimo pri zdravljenju hipertenzije, zvišanja krvnega tlaka, so tudi ustrezna navodila, ki sodijo v okvir recimo paliativne oskrbe, kako živeti, kako ravnati, kako delati za to, da bo terapija čim bolj uspešna in da bo zdravljenje kolikor mogoče in življenje kolikor mogoče kvalitetno. Tu, v okviru te paliativne oskrbe ne pričakujemo kakšnih velikih etičnih izzivov, kakšnih velikih etičnih konfliktov. Te pa lahko nastopijo takrat, ko je bolezen do tolikšne mere razvita, da je povsem jasno s strokovnega stališča, da nobeno zdravljenje več ne more učinkovati na tisto bolezen. In da je bolezen zmagala in da bo bolnik v kratkem umrl. Takrat je nekdo, ki mora sprejeti odločitev, da je bolezen prešla to mejo. In po mnenju Komisije za medicinsko etiko je to strokovna odločitev. Tu ne more bolnik ali svojci odločati o tem, ali je njegova bolezen do tolikšne mere razvita, da ima zdravljenje še smisel ali ne. Vendar strokovna odločitev ne enega samega zdravnika, nikoli. To mora biti ena skupinska odločitev, pri čemer je zaželjeno, da je konsenzualna. Vkolikor ima recimo nekdo iz konzilija 4 zdravnikov drugačno mnenje, po mnenju komisije ni možno vpeljati terminalne paliativne oskrbe toliko časa, dokler ni to mnenje enotno. Namreč, vkolikor kasneje pride do kakršnihkoli tožb, sodnih in tako dalje, je posebno mnenje enega samega zdravnika, recimo v tem timu, lahko zelo povzroča zelo veliko težav. Se pravi, odločitev o tem, da je bolezen prešla mejo, ko je na njo še mogoče koristno, neškodljivo in tako dalje vplivati, je stvar stroke. In tukaj že vidimo možnost etičnih izzivov. Namreč, ali se bolnik s tem strinja? Ali se svojci s tem strinjajo? Ali se bolnik in svojci strinjajo,
Recimo lahko se zgodi, da bolnik pristane na to, da bo samo še paliativno oskrbovan, svojci so pa proti temu. Zdaj, ali nastopi vprašanje, ali imajo svojci in bolnik pravico, da vztrajajo na nadaljevanju recimo ekstremno dragega zdravljenja, ki nima nobenega smisla več. Na vsa ta vprašanja bo potrebno najti odgovore in mislim, da bomo morali v jeseni enkrat bo Komisija za medicinsko etiko povabila vse komisije, ki jih imamo po bolnišnicah in po drugih ustanovah, da se na enem celodnevnem seminarju o vseh teh zadevah pogovorimo. Potrebuje namreč določene nove opredelitve, ki jih vsaka nova stroka, in to je tudi paliativna medicina, odpira. Pričemer je še nekaj drugega, ne? Pri spremljevalni paliativni oskrbi so bolniki pri zavesti, ko sem govoril o hipertenziji. V terminalnem stadiju ni nujno. Zavest je lahko motena, tako da je odločitev, avtonomija bolnika vprašljiva in je treba posebej o tem odločati. Lahko je celo brez zavesti in je potem imamo svojce, s katerimi se moramo pogovarjati in od njih razpravljati. Lahko je pa tudi bolnik pri zavesti, ampak ga je silno strah, ga boli kakšna stvar, je depresiven, je žalosten in vse to vpliva tudi na vse tiste 4 vrednote, o katerih sem govoril. Toliko za začetek, edino tole bi še rad povedal, ne. Stališče komisije je, da z ozirom na tole, kar sem zdaj povedal, mora biti kolaborativno odločanje, se pravi bolnik, svojci in zdravnik in stroka skupaj. In najdeti in iskati najboljšo možno rešitev. To bo včasih zelo težko, vkolikor bomo imeli pa ena sprejeta načela, kako te stvari peljati, mislim, da bo potem nekoliko lažje, oziroma tako bom rekel, brez teh načel sploh ne bomo stvari mogli dobro peljati. Toliko. Hvala lepa. Prosim. Prosim profesor Komadino, predsednika Slovenskega zdravniškega društva, da pove, kako vidi vlogo zdravnika pri obravnavi bolnika z neozdravljivo boleznijo. Hvala za besedo. Slovensko zdravniško društvo je član oziroma zastopa slovenske zdravnike v World Medical Association, v svetovnem združenju zdravniških društev. In na globalnem mednarodnem nivoju je stališče velike večine zdravniških društev, seveda, da bi namesto o evtanaziji morali govoriti o ustrezno dostopni paliativni medicini. Na svetovnem nivoju, po stališčih World Medical Association, le 20% svetovne populacije ima dostopnost do paliativne oskrbe. In ker gre seveda za problem starajočega se prebivalstva, ta problem samo narašča in se bojim, da pravzaprav ta 20% dostopnost trenutno celo pada. Naj povem nekaj o nekih mitih, ki si jih predstavljamo tudi v Sloveniji. V Sloveniji imamo v bolnišnicah neakutno obravnavo, s katero skušamo reševati tudi nenehno prostorsko stisko. In akutne obravnave v bolnišnicah ne smemo enačiti s paliativno oskrbo. V resnici imamo v bolnišnicah programe za paliativo odobrene že nekaj let s strani ministrstva in ZZZS-ja, vendar bolnišnice trenutno nimajo dovolj kapacitet, da bi lahko to dejavnost izvajale. Poskrbeli smo, stroka je poskrbela za to, da z dodatnimi znanji, ki so licencirana preko Slovenskega zdravniškega društva, imamo usposobljene praktično v vseh regijah in zdravnike in medicinske sestre in ostale strokovnjake, ki so potrebni v teh timih. Vendar je problem v kapacitivnosti, tako kadrovski kot prostorski, na sekundarnem, kaj šele na terciarnem nivoju. In zato se verjetno po oceni World Medical Association v svetovnem merilu, ne samo v Sloveniji, ponuja evtanazija kot nekakšna cenena rešitev te problematike.
Ne gre samo za terminalne rakave bolnike, gre lahko za mlajše bolnike, gre lahko za splošne internistične bolnike, torej nikakor si ne smemo pri debati o paliativni oskrbi, enako kot pri debati o evtanaziji, predstavljati zdaj samo dekrepitnih bolnikov v terminalni fazi. Še en problem, na en problem mora stroka opozarjati. Koncept evtanazije temelji na nezmotljivosti moderne medicine, kar ni res. O tem poročajo negativne holandske izkušnje. Vse obdukcijske diagnoze se ne pokrivajo z diagnozo postavljeno pri pacientu, ki so mu recimo izvršili evtanazijo, poti nazaj pa ni. Poleg potreb po oddelkih, po stacionarnem prostoru v bolnišnicah v Sloveniji za izvajanje paliativne dejavnosti, imamo seveda možnost tudi dejavnost izvajati na primarnem nivoju. O tem govori dobra izkušnja jeseniškega modela. Danes manjka med nami dr. Lopuhova, ki je anesteziolog na Jesenicah, ampak ona je razvila to dejavnost v njihovi regiji, na pol institucionalno, na pol pa z lastnim zagonom. Je pa dr. Lopuhova nacionalna koordinatorica za paliativo pri Ministrstvu za zdravje. Konec koncev, vesel sem, da bo dr. Vesna Papoga predstavila možnosti nekakšnega celjskega modela. Vsi v slovenskem prostoru, soočeni z kadrovsko in prostorsko stisko, skušamo te probleme reševati. Kdaj, ko bomo dočakali novogradnje v bolnišnicah, ko bomo dočakali obilico prostora tudi za hospitalizacijo teh pacientov, takrat takšnih tiskovnih konferenc ne bomo sklicevali. Ost današnjega sporočila ni namenjena niti zavarovalnici, niti zdravstveni politiki. V resnici je žogica zdaj na strani stroke. Programi so celo odobreni, ampak zdaj moramo pa mi znotraj stroke najti načine, kako to dejavnost začeti izvajati. In pravi odgovor medicinske stroke v Sloveniji in v celotnem globalnem prostoru je torej, namesto o evtanaziji moramo ponuditi uporabnikom izvršljivo paliativno oskrbo. Izvršljivo. Ta hip ni izvršljiva in zaradi tega imamo žal, po moji oceni, tudi diskusije o evtanaziji, namesto da bi govorili o paliativni oskrbi. Toliko. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bi pa prosil iz prve roke, da nam pove dr. Izertova o paliativi, vlogi paliative in tudi stanju, kar je že deloma predsednik Zdravniškega društva povedal paliative v slovenskem prostoru. Lepo pozdravljeni. Jaz sem tukaj v imenu Slovenskega združenja za paliativno in hospic oskrbo, hkrati pa sem tudi vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu, kjer se dnevno srečujemo s temi bolniki, tako da imamo res, bom rekla, veliko izkušenj. Začela bi z preprosto osnovno definicijo, kaj paliativna oskrba je. Paliativna oskrba je celostna oskrba bolnikov z neozdravljivo boleznijo. To je medicinska stroka, ki se v Sloveniji dejansko v zadnjih letih šele je pričela razvijati, v tujini pa so nekaj let pred nami. Pomen te stroke je ta, da ne samo skrbi za bolnika, za njegove telesne težave, za njegove psihološke težave, vedno se ozremo tudi na njegove socialne in tudi duhovne potrebe. Ob temu pa nikoli ne pozabimo na njegove svojce, ker za bolnika lahko dobro poskrbimo samo, če podpremo pri temu tudi svojce. Zato je to celostna oskrba, ki, bom rekla, vključuje tudi podporo svojcem v času bolnikove bolezni in pa tudi po smrti v času žalovanja. Rada bi sporočila vsaj, bom rekla, 3 pomembne točke. Ena od teh je sigurno ta,
da se paliativno oskrbo nažalost še vedno pri nas, zlasti v naši regiji, zelo enači z obdobjem umiranja. To se pravi zadnjih dni življenja, ampak paliativna oskrba je mnogo več, mnogo širši časovni pojem, tako da naši bolniki so v naši oskrbi običajno, bom rekla, ne mesece, včasih nekateri tudi leta. V onkologiji, od kjer prihajam, imamo dobre študije, kjer so dokazali, da zgodnja paliativna oskrba, to se pravi paliativna oskrba, ki se začne sočasno z diagnozo neozdravljive bolezni, ta prinese največje dobrobiti paliativnega zdravljenja. To pomeni, da so bolniki simptomatsko bolje urejeni, da imajo manj telesnih težav, da lažje prenašajo tudi specifično zdravljenje, da imajo manj anksioznih, manj depresivnih stanj in konec koncev študije kažejo, da ob taki sočasni podpori skupaj s specifičnim zdravljenjem tem ljudem ne samo izboljšujemo kvaliteto življenja, ampak jim tudi podaljšujemo življenje. Tako da na Onkološkem inštitutu v zadnjem obdobju dejansko veliko delamo ravno na tej zgodnji paliativni oskrbi, kamor vključujemo predvsem tiste bolnike, ki imajo predvideno kratko preživetje zaradi pač same narave bolezni, za katero so zboleli. Torej, paliativna oskrba ni samo obdobje umiranja, ampak je ta pojem mnogo širši. Druga točka, ki bi jo rada izpostavila, paliativnih bolnikov je veliko. To ne govorimo o nekaj 100 bolnikih, govorimo o mnogo več. Če pogledamo številke, letno v Sloveniji umre 20.000 ljudi. Večji del teh bolnikov je kroničnih neozdravljivih bolezni. Kronično neozdravljivo bolnih bilo in so zaradi tega tudi umrli. Od tega je približno 6.000 bolnikov z rakom, vsi ostali so drugi kronični bolniki. To se pravi bolniki s srčnim popuščanjem, z boleznimi pljuč, nevrološkimi boleznimi. To se pravi, teh bolnikov je res ogromno, to se pravi, potreb je veliko. In iz tega bom kar prešla na mojo tretjo točko in to je to, da paliativna oskrba mora biti v vseh državah, ne samo pri nas, vse povsod je to tako zorganizirano, urejena dvonivojsko. Zato tisti, ki včasih rečejo, ni paliativna oskrba. To ni čisto res. Paliativna oskrba je, ampak jo moramo še nadgraditi in delati na temu. Dvostopenjska, dvonivojska oskrba pomeni to, če bolj plastično ponazorim, to je tako, kakor obravnavamo zdravnike, kakor obravnavamo bolnike, ki imajo sladkorno bolezen ali pa arterijsko hipertenzijo, kot smo slišali. Vsak zdravnik, ki obravnava te bolnike, mora dejansko poznati osnovna znanja paliativne oskrbe. To se pravi, družinski zdravnik pozna osnovno paliativno oskrbo. In šele, ko pride do bolj kompleksnih situacij, takrat je potrebna drug nivo in to je specializirana paliativna oskrba. In na enak način obravnavamo tudi bolnike, ki imajo sladkorno bolezen. Vsak družinski zdravnik te stvari pozna, ko pa pride do zapletov, ki potrebujejo nadgradnjo, jo pošlje naprej k specialistu. In na enak način bi mogli tudi v naši državi skonstruirati paliativno oskrbo. Tako da, če pogledamo, kaj trenutno obstaja, veliko družinskih zdravnikov se je že dodatno šolalo s strani paliativne oskrbe, so se udeleževali teh izobraževanj, ki jih ponuja Slovensko združenje za paliativno in hospic oskrbo. Ne vsi, daleč od tega, problem je tudi, ker tega nimamo v našem rednem izobraževanju, ampak mnogi se tega problema zavedajo in se na svojo pest dodatno izobražujejo. Tako da potrebe so, ampak zdravniki se jih zavedajo in se sami na svojo pest udeležujejo teh izobraževanj. Tako da na osnovnem nivoju mislim, da smo v zadnjih letih kar precej velik korak naredili naprej, ampak to je treba še mnogo več, zato da bojo res čim več zdravnikov imeli ta znanja, ki jih niso pridobili drugače tekom izobraževanja. To se pravi, to je osnovni nivo paliativne oskrbe. To se pravi, družinski zdravniki in pa konec koncev tudi zdravniki po bolnišnicah. Vsi bi mogli znati osnovno paliativno oskrbo. Drugi nivo, ta, bom rekla, specializiran nivo, pa
pa naj bi predstavljalo posebne enote, kjer naj bi bili, bomo rekli, timi, ki bi bili sestavljeni iz zdravnikov, medicinskih sester in pa vseh ostalih služb, kot je psiholog, socialni delavec, pač duhovni podpornik, potem fizioterapija in te vsi člani tega tima morajo biti ustrezno izobraženi. Taki timi po nekaterih bolnišnicah že, bom rekla, delujejo. Ta znanja, ki jih imajo te ljudje, ki to izvajajo, so si večinoma pridobili v tujini, ker pač v Sloveniji teh znanj ni možno, bom rekla, nikjer pridobiti. Tako da posamezni taki timi obstajajo, jih je pa bistveno premalo in imajo tudi timi, ki obstajajo, relativno malo podpore. To je dejansko tudi neka služba, kot smo slišali, ki ni, bom rekla, visoko priznana kot neki tajzga, ki si mlad zdravnik bo za to odločil. Tako da na temu je treba veliko še delati. In zato bom jaz tako rekla, če mi želimo doseči nekega dneva tudi v Sloveniji, imeti dobro paliativno oskrbo, kar bi pomenilo, da vsi naši kronično oboleli bolniki prejmejo paliativno oskrbo, kadarkoli in kjerkoli jo potrebujejo, bomo mogli še veliko narediti. In to ne pomeni samo sprememb v zdravstvenem sistemu, sprememb v našem izobraževalnem sistemu. Tlele bomo mogli veliko spremeniti tudi v naši kulturi, v našem odnosu do življenja in smrti, ker to ostaja tabu in dejansko bolniki in svojci so zelo hitro stigmatizirani, ko mi nekdo reče, da bo prišel recimo v ambulanto za zgodnjo paliativno oskrbo. Zadnjič mi je bolnik prišel prvič, ki je bil na Onkološkem inštitutu, isti dan tudi še v mojo ambulanto, pa je rekel, ja, se jaz še ne mislim umreti, saj, ker se zato niste tukaj. Vi ste tukaj zato, da boste živeli do takrat, ko boste pač umrli, ko bomo vsi mi enkrat umrli. Hvala. Hvala lepa, dr. Rebertova. Samo to bi dodal, rekla ste, izobraževanje poteka, ampak to je na prostovoljni bazi. Zavzemati se moramo za to, da to postane sestavni del kurikuluma na dodiplomskem nivoju in tudi podiplomske oblike izobraževanja z področja paliativne oskrbe. To mora biti dejansko naša zahteva in naš glas. In zdaj pa še izkušnje z celjske bolnišnice oziroma celjske regije, dr. Papova, prosim. Ja, hvala za besedo še od mene. Kar se tiče naše bolnišnice, ona je velika regijska bolnišnica, ki pokriva prebivalce, okrog 300 000 prebivalcev. Naša bolnišnica je naravnana na akutno obravnavo bolnikov, to pravi, rešujemo življenja. Nekaj slabše pa je potem oskrba bolnikov, kateri to našo akutno obravnavo tudi preživijo in morajo nadaljevati s tem življenjem takim, kot je. Mi rešimo poškodbo glave, bolnik preživi, bolnik recimo tudi shodi, vendar ostanejo trajne posledice take poškodbe. To je tudi bolnik, kateri ima svojo življenjsko dobo, kako bo trajala nekaj let ali celo 30 let, s katero se bo on soočal vsak dan, ker ima bodisi bolečine, bodisi da je privezan za posteljo, bodisi da ima kakršnekoli druge zdravstvene težave, katere so neozdravljive in današnja medicina tega ne zmore. Tako kot so moji predhodniki povedali, moramo se zavedati, da je paliativna oskrba nastane takrat, ko postavimo diagnozo kronične neozdravljive bolezni. To je paliativna oskrba v širšem smislu bolezni. Takrat so bolniki deležni vse mogoče terapije, ko je možno. Potem pa pridemo do paliativne oskrbe v ožjem smislu te besede, kar pomeni, da smo izčrpali vse možne terapijske ukrepe in še ne moremo več popraviti stanja take bolezni. Takrat pa začnemo delovati bolj ozko in simptomatsko. In še vedno to ni umirajoči bolnik.
potrebuje veliko več naše pomoči, naše skrbi, veliko širše moramo zastaviti problem, ampak on še vedno ni umirajoči. Potem pa nastopi faza umiranja in to je približno 2 tedna pred koncem. In spet so tudi taki bolniki lahko deležni naše oskrbe in lahko delujemo simptomatsko, rešujemo problem za problemom. Ali je to problem bruhanja, ali je to problem, nemira, problem bolečine, skratka, vsak simptom bolezni lahko reši, če se ga lotimo na pravilni način. Paliativa se ne konča z umiranjem in smrtjo bolnika, ampak imamo tudi paliativno oskrbo svojcev, kateri prav tako potrebujejo neko psihično, psihološko podporo, razumevanje in ta faza sprejemanja je tudi različno dolga in ni enaka kot tole, kaj mi zdajle doživljamo ali govorimo, zdaj bomo pa nekaj rešili. Ne rešujemo probleme kar ad hoc. Vsaka faza paliativne oskrbe ima svoja pravila, ima svoje načine, svoje pristope. V naši bolnišnici nažalost še vedno se ukvarjamo z akutno obravnavo in neakutno obravnavo. Za paliativne bolnike nimamo prostora, nimamo dovolj educiranega kadra in nimamo dovolj medicinskih sester, ki bi se ukvarjali s takim bolniki. Tako da so paliativni bolniki pomešani med akutne bolnike in včasih nepotrebno izpostavljeni bolečini, dodatnim diagnostičnim metodam, dodatnim postopkom, pa tudi hranjenju v fazi, ko več ne morejo sprejemati hrano. To bi bilo z moje strani za začetek. Namreč gre za to, da paliativa kljub vsem prizadevanjem je pri nas še vedno na nizkem nivoju. To, kar tiče čisto osnovnih oblik pomoči, zdravljenje bolečine, mislim, da so podatki, da je manj kot 50% ali 50% bolečina ustrezno obravnavana. Tudi ameriške statistike kažejo, da ima samo 43% bolnikov v terminalnem obdobju, ki je bolečina običajno huda, ustrezno analgetično terapijo. Potem nam primanjkuje, kot je dr. Ebertova rekla, posebnih servisov, centrov v okviru bolnišnic. Mi imamo v Celju, kot smo slišali, na Onkološkem inštitutu na Golniku, ampak v Ameriki ima vsaka bolnišnica z več kot 200 posteljami posebno enoto, servis, takoj ko ugotovijo, da bolnik potrebuje paliativno pomoč, vključijo ta tim, ki bolnika ustrezno obravnava. Kajti ugotovili so, da je tak pristop bistveno bolj prijazen do neozdravljivo bolnih, da ne govorimo seveda o celotni kakovosti. In Američani, ki vse zračunajo, so ugotovili, da če uvedejo paliativno oskrbo namesto invazivnih posegov, ki so brezizhodni, ne prinesejo izboljšanja preživetja, da prihranijo pri eni hospitalizaciji $4500. Torej, je kakovostna, je poceni, samo zorganizirati se moramo, da dejansko to tudi našim neozdravljivo bolnim ponudimo. Zdaj pa prosim, izvolite, beseda je vaša, vprašanja, komentarji.